Tokrat v občinskem informatorju. Krajani Tezna imajo dovolj požarov v Sorovini, Podgan in Ščurkov. Občina Rače-Fran bo kmalu prijaznejša gibalno oviranim. Koliko optičnega omrežja je vzpostavljenega v Sveti Trojici? Tajro Barada v Nišu na enakem študiju sprejeli odprtih rok, opravljanje preizkusa ni bil noben problem. Bili smo na trgatvi potomke Stare Trte v Lenartu. Ptujski grad bodo v soboto zavzeli bobnarji. Lepo pozdravljeni. Krajani Tezna imajo dovolj, da, kot pravijo sami, vsak dan gori v Sorovini, pa tudi vseh Podgan in Ščurkov, ki so v okolici. Zato so danes na skupnem sestanku z vodstvom Sorovine in podžupanom mestne občine Maribor predali več zahtev. Bojijo se namreč za svoje zdravje in da bo Sorovina postala kot Anhovo. Sorovina se skoraj vsak dan spopada s požarji, krajani Tezna pa imajo dovolj, da se stanja ne uredi. Če stalno živiš v strahu, kdaj se bo tam nekaj vžgalo, kdaj bo zagorelo, kdaj bo kakšne eksplozije, kdaj moraš zapirati okna, da ne bo tisti škodljivi dim prišel noter, je to pritisk. Jaz se vsakokrat, ko slišim gasilce, reševalce, da se vozijo tam po Ptujski, po Zagrebški, grem na balkon pa gledam proti Sorovini, če se že tam spet kaj kadi, ne. Dovolj imajo tudi Podgan in Ščurkov, zaradi vsega skupaj se bojijo, da bo Sorovina postala novo Anhovo. Vse tam tudi noben ni nikomu verjel, dokler niso začeli ljudje umirati, ne, za pljučnim rakom, ne. Kdo lahko danes nam tukaj? Jaz sem bil danes še celo pripravljen, samo nisem hotel iti v take skrajnosti, prinesti eno vedro, pa notri vreči 4 plastične flaše, pa jih zažgati notri na sestanku, ne, pa reči, zdaj pa boste vi tu vohali 5 minut, brez da si date robce na usta, pa tako, pa da vidimo, ali je to strupeno, ali ni strupeno, ali to smrdi, ali ne smrdi. Zato so danes od direktorja Sorovine in podžupana mestne občine Maribor zahtevali več stvari. V prvi vrsti je zahteva ta, da se Sorovina sčisti, da se odpadki, ki so na tem področju, sčistijo, odpeljejo, da se ne vozi v Sorovino več novih odpadkov, dokler se to ne sčisti, in da se Sorovina deratizira, da se okolica deratizira. Pravijo, da morajo tudi usposobiti hidrante. Druga stvar, da poskrbijo za svojo požarno varnost. Tretja zadeva je, da postavijo streho nad vsemi temi odpadki, zato ker v prvotnem stanju je ta streha obstajala, ampak takrat, ko je zgorelo, je to niso več nove strehe postavili, oziroma so neko folijo gor napeli, skozi katero teče voda, ne. In tretja faza je tovornjaki njihovi, da ne bodo vozili več po Volodjevi ulici, in četrta faza je odškodnina. Po sestanku je direktor Sorovine povedal, zakaj sploh prihaja do požarov. Težave imamo zaradi tega, ker se ti odpadki po določenem času pride do samovžiga in se pač borimo vsakodnevno s tem, da to prekinemo. Ne gre za neke velike požare, ampak so moteči, ja, se zavedamo, in tu nam tudi ni stanje, v katerem bi želeli biti. Inšpekcija jim je tudi določila datum odvoza odpadkov. Mi bomo do 30.11. uredili lokacijo v skladu z tem, kar je v tej odločbi napisano, to se pravi, da bomo odstranili del teh količin. Odstranili se bomo seveda takoj, ko bomo dobili ta izvozna dovoljenja, in ko se bo to zgodilo, bomo pospešeno začeli odvažati. In pač mi se bomo tega držali. Do decembra bomo podali tudi vlogo za gradnjo na tem področju. Dejal je, da je problem v tem, da ne dobijo pravočasno izvoznih dovoljenj in da že izvajajo deratizacije, dezinfekcije, lokacijo pa bodo izpraznili v trenutku, ko bodo lahko začeli graditi. Podžupan pa je podprl krajane. Mislim, da so bile zelo dobro tudi strukturirane, definirane in jasne. Bilo je tudi nekaj pripomb o prometu, za katere smo se dogovorili, da bomo skupaj s policijo opravili tudi terenski ogled. Bo tudi tu občina zagotovila ukrepe. Občanom smo predstavili tudi meritve kakovosti zraka, ki so pokazale, da delci PM10 oziroma prašni delci v okviru teh požarov zadnjih na srečo niso bili prekoračeni. Seveda pa mi smo tudi zahtevali, da se dovoz teh problematičnih preostankov ločenega zbiranja odpadkov ne izvaja več, dokler ni odvoz zagotovljen. Direktor je zagotovil, da se to več ne izvaja, in seveda pričakujemo, da se bo stanje uredilo in da se čim prej zadeva pokrije, da ni tudi smradu motečega. Predsednik mestne četrti Tezno sprejema vsak dan pritožbe krajanov, sestanek pa je ocenil kot uspešnega. Jaz mislim, da smo dosegli en konsens, da se bomo dogovorili za bodoče. V bistvu prebivalci so predstavili njihove zahteve. Gospod direktor Sorovine se je strinjal z tem, oziroma bo pač te predskutiral v njihovi firmi,
in potem bojo podali odgovor. Tega pričakujejo krajani v roku meseca dni, predsednik mestne četrti pa se je zavezal, da bodo spremljali situacijo še naprej. V občini Rače Fram je, odkar je vodenje prevzel župan Samo Rajš, potekel veliko projektov in investicij. Kmalu bo tudi sama stavba občine dostopna gibalno oviranim osebam. Več pa v prispevku. Pred gradom Rače brnijo stroji. Trenutno namreč urejajo prostore za potrebe vložišča občine Rače Fram in krajevnega urada Rače. Naj povem, da gre za skupno približno skoraj 75 kvadratnih metrov tlorisne površine. Investicija v višini približno 90 do 95 tisoč evrov. Ja, kar precejšen finančni zalogaj za občinski proračun. Naj pa povem, da so bili res vsi, pravzaprav strojna inštalacija, elektroinštalacije, tlaki toliko dotrajani, da smo morali res v celovito prenovo teh prostorov, prav tako pa tudi potrebno zamenjati celotno stavbno pohištvo. Eden pomembnejših razlogov, zakaj so se za to odločili, je, da bodo dostop do lokacije imeli tudi gibalno ovirani. Rok za dokončanje del je do sredine novembra. Investicije pa potekajo tudi na drugih področjih. Ja, v naseljih Brezova in Podova pravkar poteka zamenjava transportnih vodovodnih cevi. V sklopu tega projekta bodo zamenjane tudi v kompletu elektroinštalacije in pa telekomunikacijsko omrežje. Gre za projekt v vrednosti približno 230 tisoč evrov. Velik finančni zalogaj za občino, a s to investicijo bo izboljšana kvaliteta življenja v kraju. Vendar v sklopu gradnje bo potrebno tudi potem sanirati pločnik, se pravi te asfaltirane površine, deloma tudi razsvetljavo in pa po potrebi tudi zamenjati na zahtevo Direkcije Republike Slovenije za ceste tudi poškodovane cestne robnike. Od tega je kar nekaj del že končanih. Približno 2/3 trase je že izvedeno. Do konca trase nam manjka še približno v dolžini 400 metrov. Pričakujem pa, da bo v roku enega dobrega meseca gradbišče kot takšno zaključeno in tudi predano v uporabo. Vsem investicijam, ki so malce odvisne tudi od vremena, je sicer trenutno tudi to naklonjeno, kar župana veseli, saj tako ne lovijo rokov, temveč so dela opravljena še prej. Eden pomembnejših projektov v Sveti Trojici je postavitev optičnega omrežja za internetno povezavo, tako da imajo občani možnost napeljave optike v gospodinjstva. Preverili smo, koliko je že narejenega. Izgradnja optičnega omrežja traja v Sveti Trojici že nekaj časa. Zagotovo en izmed primarnih projektov mojih mandatov. Seveda v tem drugem mandatu nadaljujemo z uvajanjem optičnega omrežja. Kar nekaj investicij se je vmes ustavilo, vendar ne zaključilo, ker smo morali pametno razporediti finance zaradi dviga cen materialov. Izpostavil je še, da je pomembna tudi služnost. Ljudje si želijo vso moderno infrastrukturo, ampak to infrastrukturo moramo nekako pripeljati do občanov, kar pomeni, da so to potrebne služnosti. In večkrat se nam tu tudi zalomi. Verjamem, da bomo z lastniki zemljišč uspeli najti nek dogovor, da bomo optiko pripeljali še tja, kjer je trenutno najbolj potrebna, se pravi v naselje Osek. Jaz računam, da bo zadeva zaključena prav tako v prvi polovici 2024. Za ostala naselja je že poskrbljeno. Sama Sveta Trojica center in vseh ostalih 5 naselij v bistvu ima optično povezavo. Trenutno smo začeli leta 2019 z polaganjem optičnih vlaken, vpihovanjem optičnih vlaken in pa izgradnjo infrastrukture z podjetjem Telekom. V letu 2019 smo začeli na 18% pokritosti, trenutno smo na 87%, tako da mislim, da bomo zaključili. Pravi pa še, da se pojavljajo težave pri telefonskem omrežju. Zelo slaba pokritost je v naši Sveti Trojici. Tudi sam v pisarni se zelo težko pogovarjam, ker enostavno en motilec signala je velik objekt našega samostanskega cerkvenega kompleksa.
drugo pa pač gričev nad teren, ki je tukaj. Tako da z Telekomom in z A1 iščemo vse možnosti, da zadevo čim prej saniramo oziroma omogočimo normalen dostop do telefonskih klicev. Oboje, tako dober telefonski signal kot tudi optično omrežje, sta namreč potrebi sodobnega sveta. Epilog vpisa na študij Tajre Barada je takšen, da se je Mariborčanka vpisala na program študija športno trenerstvo v Nišu. Na Mariborski univerzi posluha za njen primer ni bilo. Primer neuspešnega vpisa njegove hčerke na Mariborsko fakulteto bi moral biti po besedah predsednika Športne zveze Maribor Tomaža Barade opomin visokošolskim ustanovam v Sloveniji, da poskušajo prisluhniti vrhunskim športnikom in jim pomagati pri informacijah, ki jih sami po sebi mladi, ki se prvič vpisujejo, nimajo. Tajra se je vpisala na fakulteto, ko smo dobili prvi rok preverjanja motoričnih sposobnosti, je v 17 minutah na ta mail odgovorila z prošnjo, če se je lahko mogoče kakršnakoli druga možnost, glede na to, da je ravno v tem času na evropskih igrah. Odgovor je bil negativen, ki ni dal nobenega napotka, naj Tajra pošlje prošnjo za nov vpis oziroma dodatni termin ali karkoli podobnega. Tega Tajra iz strani njenega študija ni dobila. Svetovna prvakinja v tekvandoju se ni mogla vpisati na študijski program športno treniranje na Mariborski pedagoški fakulteti. Pogoj za vpis je opravljen test gibalnih sposobnosti, ki se ga športnica ni mogla udeležiti, ker je bila v času razpisanih terminov na svetovnem prvenstvu in evropskih igrah, za kar se je tudi po elektronskem mailu upravičila. Se je pa na enak študij zdaj vpisala v Nišu, kjer so jo sprejeli odprtih rok. Ja, torej moram priznati, da sem šel nekako imel sem dol vožnje 740 km, po noči sem šel ob 2 zjutraj in lahko povem, da sem bil po takšnem adrenalinu, kakšno bo tam dogajanje, kako bo nas sprejeli na to, da nisem nikogar poznal, ampak sprejeli so nas z odprtimi rokami. Torej besede, ki jih je ta profesor namenil, so bile, ne moremo verjeti, da takšnega športnika oziroma športnico lahko izpustite iz svojega kraja, kaj šele iz svoje države. In res so jo toplo sprejeli, nismo imela zraven slik, niti ne potrdila zdravstvenega kartončka, ki bi ga morali imeti, ampak smo načeloma, oziroma tega nismo niti vedela. To ni problem, boste to poslali. Tam ni nič problem, kar se da rešiti. Ne. Profesor na Mariborski univerzi Peter Sitar je prav tako mnenja, da bi pristojne službe na univerzi morale delovati bolj proaktivno in pomagati mladim postopkih. Takrat bi pričakoval, to moram povedati odkrito, neko kooperativnost, proaktivnost služb na fakulteti, ki so po prejemu, po mailu sicer napisanega opravičila in razloga za odsotnost, ostale na svoji poziciji. Niso prišle do Tajre pa rekli, ok, škoda, da ne moreš priti, ampak to je potrebno uradno zavesti, pošljite vlogo na komisijo, ki bo to obravnavala. Samo to se ni zgodilo 20. junija. In od takrat so se škarje samo še odpirale. Tajra je nastopala na obeh največjih tekmovanjih, dosegla vse, kar se je dalo, 2-krat poslušala himno. Prepričan je, da bi se z ustreznejšo komunikacijo izognili takšnim neljubim primerom. Vsi sogovorniki menijo, da je mogoče prav zdaj zaradi tega primera priložnost, da se naredi sistem boljši, bolj prijazen do športnikov. Olimpijski komitej ima projekt dvojne kariere. Osnovna šola še ne potrebuje toliko, imajo kar probleme. Srednja šola je več ali manj vrhunsko porihtana. Mislim, urejene so ocenjevanje nadaljalo vse, potem se bo prestopil na fakulteto. Prva taka stvar je bila že moja težka izkušnja z fakulteto za šport. Zelo podoben primer. In res bi si želela, da tale dvojna kariera prenese vso to dobro prakso kasneje na fakultete. Da se začne o res izjemnih športnikih malo drugače govoriti. Hkrati so opozorili še, da omenjen program v letošnjem šolskem letu na Mariborski univerzi ni zapolnjen in da Tajra s tem ni jemala mesta nikomur, hkrati pa da gre za plačljiv, torej izredni študij. Minulo soboto so v občini Lenart, natančneje na Zavrhu, opravili trgatev potomke najstarejše trte na svetu. Ob tem so pripravili spremljevalne dogodke in pripravili res lepo popoldne, več pa v prispevku.
Vse skupaj se je na Zavrhu začelo že v zgodnjih popoldanskih urah. Ne le na Zavrhu, pestro je bilo tudi ob lovskem domu v Voličini. V tem vrhu završkem, recimo v duhu trgatve na Zavrhu, torej tudi lovska družina Voličina je del te prireditve že vrsto let. Nekako smo ugotovili, da je trasa tega vlakca Jurčka tu mimo našega lovskega doma zelo primerna. Vedno pridejo tudi otroci, nižji razredi osnovne šole. V lovskem domu pripravimo lovsko razstavo, skuhamo lovsko specialiteto, to je srnjakov golaž, kako domačo kapljico ponudimo in ljudje z otroki, družine radi pridejo to pogledati. Zanimivo dejstvo je, da so v lovski družini Voličina tudi kar 3 ženske predstavnice. Zakaj smo se odločili? Jaz v bistvu zaradi tega, ker imam zelo rada naravo in ker mi po službi tudi odgovarja, da se malo sprostim in bom rekla, da v tem zelo uživam. No. Se pravi sprehajanje, opazovanje živali in vsega, kar se dogaja v naravi. Znate pa rokovati tudi s puško? Ja, tudi to je en del lovskega poklica oziroma našega poslanstva, tako da ja, tudi z orožjem rokujemo. Ob trgatvi potomke stare trte na Zavrhu so zaokrožili tudi druge dogodke. Župana veseli, da je v pripravo vpetih več društev. Drugače pa sem vesel, da se vključujejo tudi ostala društva. Lovci so zelo aktivni, potem aktiv kmečkih žena, vinogradniki, športna društva. Tako da to je nekako sodi v ta začetek jeseni. V septembru praznujemo tukaj, praznuje krajevna skupnost Voličina in s tem završko trgatvijo, ki je vedno tam proti koncu meseca septembra, se nekako to praznovanje farnega in krajevnega praznika zaključi. 13. trgatev potomke najstarejše trte na svetu so organizirali skupaj občina Lenart, Društvo vinogradnikov Lenart, Turistično društvo Rudolf Maister Vojanov in lovska družina Voličina. Ja, veste kaj, letos smo vinogradniki, bi rekel, zelo na slabem, kaj se narave tiče, tako da predelek bo sigurno slabši, ampak moramo biti zadovoljni to, kar je nam je narava dala, tako da bomo tudi s temi grozi zadovoljni in bomo naredili oziroma predelali pravo kapljico. Na prireditvi je bilo možno poskusiti domače dobrote in vina lokalnih ponudnikov. Ponujamo špricer vino, renske rizling in šardone. Vse iz vaših kleti? Tako, z naše kleti. Po čem pa ste najbolj znani? Ja, po vino rumeni muškat, ki ga trenutno zmanjkalo. Čakamo na novo. Ponujamo gibance, gibanico, potem sendviče, kruh, pa langoše. Za dobro voljo pa so poskrbeli člani ansambla Pika na i. Na Ptujskem gradu bo v soboto, 7. oktobra, ponovno bobnelo, saj bo okrog 30 bobnarjev s skupino The Rocktors izvedlo množičen bobnarski koncert. Tudi letos bo dobrodelen. Obenem pa se bo na gradu dogajalo marsikaj. Marko Soršak-Soki nam je razkril veliko. Marko Soršak-Soki, eden najbolj znanih slovenskih bobnarjev, skupaj s Ptujčanom Mihaelom Tošem pripravlja bobnarski spektakel na Ptujskem gradu. Najprej moram reči, da dogodek ni bil načrtovan v prvi vrsti kot dobrodelen dogodek, ker v osnovi je to 130. obletnica muzeja Ptujskega, ne? In smo rekli, da bi naredili en tak dogodek malo zgodovinsko obarvan, pa malo, tako bom rekel, da osveščam ljudi, da je tudi grad muzej, ne samo grad. In ja, potem so se pa zgodile te grozne poplave avgusta in ne moreš mimo tega. Zaveda se, da bodo ljudje še več mesecev, mogoče leta, na poplavljenih območjih potrebovali pomoč. Tudi se zavedamo, da bomo z dogodkom zbrali le mogoče kapljico v morje, ampak tukaj gre za gesto, ne? Ker ljudje bodo pomoč še dolgo časa potrebovali, pa ne samo takšno pomoč po materialu in fizično, ampak tudi moralno, ne? In zato smo nekako rekli, da bomo vsaj s tem prispevkom v glasbene vode, torej tisti, ki so imeli povezavo z glasbo, pa so bili oškodovani, ne? Na Ptujskem gradu in tudi v centru Maribora so bobnarji že imeli pod taktirko oziroma bobnarsko palico Sokija izjemna nastopa. Tokrat smo nekoliko omejeni s prostorom, ker bomo namreč bobnali prav na dvorišču Ptujskega gradu.
In nas bo bobnalo 30 bobnarjev v živo z rockersko skupino The Rocktors. Bomo zaigrali 5-6 skladb. Publika pa bo to samo še nadgradila, da bo dogodek kot mora biti. Vse skupaj bo kulturna, dobrodelna in tudi izobraževalna prireditev. Pogledali smo največjo, najstarejšo zbirko starodavnih glasbil. Tudi to je ena taka specifika, ki bo zaznamovala naš dogodek. No, dogodek bo pa imel tudi bobnarsko, kako bi rekel, stojnico, torej animacijo, ker bodo lahko vsi tudi bobnare preizkusili in spoznali to, zakaj to mi delamo že toliko let. Letos je vstop zaradi omejenega prostora zasnovan drugače, za vstopnino, za katero pa pravi Soki, da je pravzaprav na nek način prispevek, ki bo prav tako šel v dobrodelne namene. Toliko za nocoj oddaji Občinski informator. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V četrtek, 5. oktobra, bo ob 17. uri trgatev potomke najstarejše vinske trte pri Starotrški hiši na Ptujski gori. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.